Pozdravljeni, sem Gregor Češarek, učitelj na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna. In sedaj bi si tukaj pogledali, kako vzdržujemo motorno žago, zato da bomo z motorno žago lahko delali z zadovoljstvom in da nam motorna žaga ne bo povzročala večjih težav. Če pogledamo samo motorno žago, je sestavljena iz dveh sklopov. Eno so motorni deli, ki skrbijo za pogon, drugo so žagalni deli, ki skrbijo za rezalni učinek. Motorni deli morajo delovati brezhibno, le tako lahko zagotovimo tudi enakomerno in varno žaganje z motorno žago. Če pogledamo osnovne stvari pri motorni žagi, lahko rečemo, da z vzdrževanjem začnemo lahko pri dovodu samega zraka, ki je pomemben za hlajenje motorja in za dovod zraka v zračni filter. Prvi del je sama zaganjalna naprava z svojim ohišjem. Ohišje zaganjalne naprave mora biti čisto, saj čez ta rebra prihaja zrak v vetrnico in preko cilindra, hladi cilinder in tukaj prihaja tudi do samega zračnega filtra. Pogosto se skozi reže prikrade tudi umazanija, ki se nabira okrog vetrnice, zato je pogosto potrebno sneti tudi zaščito in očistiti notranjost okrog vetrnice. Sama zaganjalna naprava pa ima v sredini vzmet, ki včasih popusti, včasih se lahko strga vrvica in podobno. Zaradi tega je potrebno skrbeti tudi za zaganjalno napravo. V tem primeru lahko opazimo, da je ročka zaganjalne naprave preveč ohlapna. To pomeni, da moramo napeti vzmet. Vzmet napenjamo tako, da zavrtimo zaganjalno napravo, v režo damo vrvico in naredimo obrat. Ko naredimo en obrat, naredimo preskus. Če se ročka postavi v pravilen pokončni položaj, je zadost napeta. Če bi bila preveč napeta, prihaja do poškodb na ročki in tudi na samemu ohišju. Včasih je potrebno očistiti tudi zračni filter, reže zračnega filtra, te očistimo po potrebi, kar pomeni, da je potrebno sneti pokrov filtra in očistimo reže, če je slučajno med režami kakšna večja nesnaga. Pri motornih žagah moramo redno, vsakodnevno čistiti tudi zračni filter, ki se skriva lahko takole z hitrim dostopom pod pokrovom. Pri snemanju zračnega filtra moramo biti posebej pozorni na to, da pred snemanjem zračnega filtra potegnemo ročico za čok, tako da se zaskoči. V tem primeru lahko snamem zračni filter. Namreč ročica za čok je zaprla sam dostop do uplinjača in tako večje smeti ne morejo v uplinjač. Čiščenje zračnega filtra pa opravimo tako, da ga lahko ali očistimo s pomočjo čopiča, kadar je malo umazan, če je močno umazan, pa je potrebno odpreti zračni filter, odpremo ga s pomočjo ključa, razdvojimo in spihamo s pomočjo kompresorja oziroma stisnenega zraka z notranje strani navzven. Če pride do zelo močne onesnaženosti z olji, potem je potrebno zračni filter tudi razmastiti, kar najlažje naredimo z milnico. Ko umijemo filter z milnico in ga osušimo, ga lahko montiramo nazaj na motorno žago. Za delovanje motorja seveda je potreben tudi dovod za gorivo, kar pomeni, da je zelo pomembno vzdrževanje tudi samega rezervoarja za gorivo. V tem primeru moramo biti pozorni na to, da v rezervoar ne zahajajo smeti, ker se lahko drugače
onesnaži oziroma zamaže filter goriva. Filter goriva izgleda takole in je skrit v samem rezervoarju. Iz rezervoarja ga najlažje dobimo z kljukico. Takole, tukaj vidimo zdajle tale filtrček za gorivo. Pri kljukici moramo pa biti pazljivi na to, da ni ostra, da ne bi slučajno poškodovali cevke za dovod goriva. Filter je priporočljivo menjati enkrat na leto, vsaj če je nekoliko manjša uporaba žage, drugače pa tudi večkrat letno. Poleg rezervoarja za gorivo ima motorna žaga tudi rezervoar za olje. V rezervoarju za olje je ravno tako filter. Ta filter očistimo takrat, ko je rezervoar prazen, nalijemo notri nekaj goriva, potresemo in izlijemo tisto gorivo, ki je onesnaženo iz rezervoarja. Paziti moramo na to, da je filter čist in tudi pri točenju maziva, torej olja za mazanje verige, da čim manj smeti, ki so tlele okrog, pride v rezervoar. Torej pazimo pri točenju. Ko zapremo rezervoar, se olje preko oljne črpalke, ki se skriva tukaj spodaj, potem prenese na samo verigo in maže verigo. Veriga in sami listi oziroma meči so lahko različno dolgi. Zato je potrebno tudi zagotoviti primerno mazanje, kar naredimo z regulacijo oljne črpalke. Tukaj imamo primer, torej označen vijak, govorimo o temle vijaku tukaj notri. Z obračanjem tega vijaka lahko dotok samega olja povečamo ali zmanjšamo, kar je tudi narisano na tej shemi. Torej obračanje za odpiranje oziroma zapiranje dotoka olja. S tem smo že prišli do žagalnih delov in eden izmed pomembnih žagalnih delov je tudi sklopka pri motorni žagi. Sklopka je lahko notranja, kot je v temle primeru, lahko je tudi zunanja sklopka, to je sklopka, ki je obrnjena naokrog. Tukaj lahko vidimo sklopka obrnjena naprej, torej zunanja. V tem primeru je sklopka notranja, kar pomeni, da je obrnjena navznoter. Sama sklopka ima ležaj, ki ga je potrebno občasno mazati in tudi čiščenje sklopke je potrebno. V tem primeru je potrebno sklopko razdreti, kar pomeni, da snamemo zaskočni obroček. Pazimo na to, da nam ne odleti obroček v kakšno umazanijo ali kaj podobnega, da ga ne zgubimo. Snamemo samo podložko, snamemo pogonski prstan, pogledamo, če je izrabljen ali ne. Če bi bili tukaj utori nekoliko globi, približno 1 mm, bi mogli zamenjati pogonski prstan. Nato snamemo sam pokrov sklopke in očistimo notranjost. Tukaj lahko opazimo, da je rob iz umazanije, to je tule. Tale umazanija se lahko zapeče in postane izredno trda, celo tako, da sklopke ne moremo več normalno sneti. Tukaj se skriva zdaj tale ležaj, ki se ga občasno maže. Tukaj pa imamo motorno gred, to je tole, in pa segmente sklopke, ki so med seboj povezani z vzmetmi. Mazanje ležaja izvajamo tako, da dodamo samo malo masti. V našem primeru bi na čisto površino dodali malo masti. En takle košček oziroma taka kapljica je vrh glave dovolj. Nikoli ne moremo mazati za nazaj, kar pomeni, da je tole dovolj za nadaljnjih 25 do 30 delovnih ur. Nato sestavimo sklopko.
pri čemer pazimo na utor, ki je tukajle. To je utor za pogon oljne črpalke in ta utor moramo zatakniti za pogon oljne črpalke. Zato pogledamo, kje se pogon oljne črpalke skriva. V našem primeru ga lahko opazimo tukaj spodaj kot eno tako manjšo jekleno iglo. Torej, to je pogon. Olje sestavljam skupaj. Slišimo klik, to pomeni, da se je pogon ujel v sam pokrov sklopke. Sestavim sklopko nazaj v obratnem vrstnem redu. Predvsem sem pozoren pri montaži samega zaskočnega obročka. Pogosto se namreč dogaja, da si ljudje pri montaži takega obročka poškodujejo prst, ker montirajo obroček s pomočjo samega izvijača. V teh primerih je bistveno bolje, da poskušamo obroček pokriti s pomočjo ključa in ga potisnemo v smer proti gredi. Tukaj lahko vidimo, obroček se je lepo usedel. V primeru, ko imam zunanjo sklopko, to je ta primer, mi ni potrebno sklopke razdirati, ampak mazanje opravim preko prevrtane motorne gredi. En potisk je dovolj za približno 25 do 30 ur. V primeru menjave samega pogonskega prstana pa je potrebno sneti svečko, blokirati bat in odtegniti samo sklopko. Pri vzdrževanju samih žagalnih delov je zelo pomembno tudi vzdrževanje meča ali lista, rečejo mu tudi sabla. Torej, meč ima 3 plasti, 2 zunanji tirnici in sredino. V sredini je nekoliko lažji material, zato da je sabla oziroma meč lažji. Nujno je čiščenje tega utora. To opravimo s pomočjo same šablone. V tem primeru vidimo, da je bila še dokaj čista tale letev. In sedaj še drugo stran. Vidimo, da je letev bila na tej strani nekoliko bolj umazana. Kar je tudi normalno, saj je letev ponavadi na eni strani bolj obremenjena kot na drugi. Očistimo še luknjico za dotok olja, zato da bo olje imelo dostop do same verige. Ko je očiščena letev, preverimo še prisotnost igle. V primeru, da se pojavi igla, to pomeni, da je tukajle nekoliko več materijala, ki zaradi drsne ploskve nastaja na robu, je ta igla lahko nevarna, ker se človek lahko vanjo ureže in ni prijetno za roko, ker pride tudi do težav gnojenja in tako naprej. Iglo pobrusimo z ali pilo ali zelo, zelo pazljivo z brusnim papirjem. Če ima letev tudi mazalno luknjico za mazanje ležaja na vodilnem kolescu, potem namažemo tudi to luknjico, torej namažemo ležaj. Če luknjice nima, potem je mazanje zagotovljeno z oljem za mazanje verige. Olje za mazanje verige pa bo do tja prišlo samo, če je veriga pravilno napeta. To pomeni, da veriga nikoli ne sme gledati iz utora letve. Tukaj lahko ugotovimo, da je sama veriga preveč odtisnjena. Zaradi tega jo moramo primerno napeti. Vzamemo ključ, odtisnemo vijake, tako da se letev sprosti. Nato zatisnemo verigo, tako da se veriga prime same letve.
Naredimo preskus. Na sredini letve primemo verigo in dvignemo motorno žago. Pod prsti moram videti 3 gonilne člene. V tem primeru lahko rečemo, je veriga dovolj napeta. Sedaj sledi še zavijanje oziroma moram zatisniti vijake, kar naredim tako, da mora vedno sama letev ostati v zgornjem položaju. Najlažje to naredim tako, da primem motorno žago, vrh letve naslonim na delovno površino in zatisnem vijake. V tem primeru bo letev vedno v zgornjem položaju, v primeru, ko mi zdrsne roka, pa z roko udarim v svoje telo, kar ni nobena težava. Če pa zatiskam v tej smeri, pa mi ob zdrsu roka zdrsne ravno v verigo in imam ureznino. Sedaj, ko je motorna žaga pripravljena za delo, potrebuje še gorivo in mazivo. Kar pomeni, gorivo je mešanica bencina in olja za mešanico. Uporabljamo kvalitetna olja in delamo samo 2% mešanico. Najlažji nasvet je ta, da si zapomnite, 2% mešanica je uporabna 2 meseca in nič več. Zato mešanico delamo sproti. Mešanico shranjujemo v takih kanticah, ki so namenjene bencinu. Torej, če plastika ni za bencin, potem pride do topljenja plastike in primesi plastike ostajajo v gorivu. Z druge strani imamo olje za mazanje verige, ki mora biti zelo visoko viskozno, zelo lepljivo. Če ni viskozno, potem olje letev in pa verigo zapusti zaradi centrifugalne sile na koncu letve. V takem primeru vse olje zapusti verigo na koncu letve, največje obremenitve, ki so na spodnjem trebušnem delu letve, pa se izvajajo na suho. Torej, tukaj je veriga suha. V takem primeru so poškodbe motorne žage večje. Na hitro lahko rečemo, da so to osnovna opravila za vzdrževanje motorne žage. V zadnjem času pa imamo možnost uporabe tudi električnih oziroma baterijskih motornih žag, pri katerih odpade vse vzdrževanje motornih delov, ostaja pa le vzdrževanje žagalnih delov. Kar pomeni, torej žagalni deli so še vedno dost enaki, razen sklopke, tako da čiščenje, brušenje in pa osnovna menjava obračanja letve ostane enaka. Baterijskih modelov je več, eni večji, eni manjši in zadostujejo za rezanje predvsem tanjšega drevja, zelo primerne so predvsem za urbano okolje, kjer je hrupa bistveno manj, hkrati pa tudi ni samega škodljivega učinka izpušnega plina oziroma izpušnih plinov. Tako lahko na hitro pogledamo razpoložljivo stanje glede vzdrževanja motornih žag, sedaj pa za delo z motornimi žagami potrebujemo samo še osebno varovalno opremo in pa znanje.